Petkova. Centrifuga. Tretji kamen od sonca je še enkrat obkrožil svojo zvezdo. Za nami so dnevi hiperpotrošnje, a da bi lahko kupovali izdelke, ki jih večinoma dejansko ne potrebujemo, je najprej nujno proizvesti. Ne samo izdelke, ampak tudi želje. Samo ena beseda in to je odpuščanje. Sem začel odpuščati, da sem mir in pač svoboda po celem svetu. Da bo boljši svet. Da ne bo vojne. Ob vseh plemenitih željah o miru, odpuščanju, lepšem svetu smo ustvarili tudi veliko bolj opremljivih želja. Za novo leto si želim mucka. Mi bomo shujšali, bomo kaj bomo. Vsak drug dan v savno in džakuzi in to je to. Da bo veliko snega. Nekatere želje pa so bile preprosto izvenserijske. Da ne bom noseča. Brati več knjig. Če bi svoje želje bolj usmerili v to, da bi brali več knjig, bi gotovo živeli v drugačni družbi. Predpostavljamo, da boljši. 43% Slovencev namreč sploh ne bere knjig. Kljub vse slabši bralni pismenosti smo pogumno vstopili ne samo v volilno, ampak tudi Kosovelovo leto in leto Zofke Kveder. Zato bi morda lahko vzeli v roke roman ene prvih slovenskih pisateljic Njeno življenje, v katerem med drugim piše, kako mora ženska v patriarhalni družbi ubogati moškega, kar je žal pogosto aktualno še danes. A če med preštevilnimi, ki ne berejo knjig, nekateri tega ne počnejo z izgovorom pomanjkanja časa, za kar temeljito poskrbi kapitalizem, ki ima raje čips kot misli, bi morda lahko prebrali vsaj kakšno pesem. Na primer, Evropa umira. Želja po branju je redka. Veliko več želja govori o libidinarni investiciji v kapital, oblast, tudi lastno podreditev avtoriteti, ne glede na njeno barvo. Ultimativna materialna želja, vsaj v Sloveniji, pa je seveda avto. Veliko ljudi ima veliko prihrankov, pretežno v nogavicah, ob tem pa jemljajo še kredite. Zakaj? Max Tajnikar v Odmevih. Podatki kažejo, da imajo gospodinjstva relativno veliko denarja, ampak ga ne trošijo, kar je še posebej značilno za našo stanje. Če opazujete podatke, boste videli, da so tako denarne rezerve so narasle za 2 milijarde recimo letošnjem letu. In kar je še zanimivo, za skoraj milijardo so ta gospodinjstva najela tudi kredite. Veste, kam so dali kredite? Za avtomobile. To so torej te sanje, avto. V prvih 9 mesecih lanskega leta so Slovenci kupili skoraj 45.000 osebnih vozil, kar je za več kot 8% več kot v enakem obdobju leta 2024. Na splošno živimo dobro, letos se je kljub temu število revnih povečalo za kar 12.000. S preganjanjem brezdomstva morda lahko oblast ta neprijetna dejstva nekoliko odrine iz vidnega polja, a 276.000 ljudi, ki živijo pod pragom revščine, je podatek, ki se nevarno približuje rekordu v letih od 2012 do 2014, ko je bilo obdobje varčevalnih ukrepov, ko smo dokapitalizirali banke, trepetali pred trojko in imeli zelo visoko brezposelnost. Tanja Petek iz zveze Anite Ogulin. Vedno več družin, ki prihajajo k nam po pomoč, je zaposlenih. Osnovna eksistenca postaja zelo draga. Ne moreš si privoščiti stanovanja, ne moreš si privoščiti hrane in ogrevanja. 276.000 ljudi pod pragom tveganja revščine pomeni, da je vsaj vsak 8. med nami reven. Kje smo zgrešili smer? Eno Silvestrovo sem gotovila, da je ful fun, ko si pijan prometne znake kradeti. Pojdimo raje kam najlepše.
Lučka Demšar, turistična agencija Sonček. So letos bolj pogumni, se pravi, izbirajo daljša potovanja Fidži, Tajsko. Nekateri potujejo tudi v Indijo. Tam pa je sodišče oprostilo moškega, ki so mu zasegli 200 kg konoplje. Razlog ni v kakšnem progresivnem miselnem sistemskem preskoku, ampak tako namreč policija, ker so konopljo v skladišču pojedle podgane. Če tej zgodbi verjamemo, so podgane torej imele velik žur. Podobno se je v Indiji zgodilo že poleti, ko naj bi podgane izpraznile skladišče alkohola. Raznih drog so se razveselile, ali pa tudi ne, morske živali v Karibskem morju. Samo na zadnji dan leta so Združene države uničile 5 ladij, ki naj bi domnevno prenašale drogo. Ribicam in drugim morskim živalim v bližini venezuelskih uničenih ladij je človek tako priskrbel dezorientirano plavanje v plastiki in ostali človeški nesnagi, lahko pa se pretvarjamo, da so imele noro novoletno zabavo. V tej ameriški operaciji je umrlo 8 ljudi, skupaj od septembra že več kot 100. Pri tem so Združene države z izgovorom boja proti drogam uničile tudi venezuelsko pristanišče, kar je bil prvi ameriški napad na ozemlju Venezuele. Kakšna želja je tukaj na delu? Bolj kot boj proti drogam, verjetno želja po strmoglavljenju venezuelskega režima. Dr. Danilo Tirk v Odmevih. Zdaj imajo Združene države Amerike novo politiko, ki je zasnovana na Monroejevi doktrini, se pravi, zahodna polobla je ameriška cona njenega interesa in Rusija bo to spoštovala. Hkrati bo pričakovala, da bodo Združene države Amerike upoštevali njen vitalni interes v vzhodni Evropi, kar pomeni konkretno v tistem delu Ukrajine, ki ga želi Rusija nadzorovati in po možnosti tudi priključiti. Zaradi domnevnega ukrajinskega napada na Putinovo rezidenco so se zaostrila mirovna pogajanja, za katera je Trump pri tem ocenil, da so zelo blizu dogovoru. Združene države so zagotovile najmanj 15 let varnostnih zagotovil. In kaj si zares želi v Ukrajini nekoč samooklicana prva izvoznica demokracije na svetu, politolog Tomaž Deželan. Sam menim, da Američani vidijo tudi sebe kot posrednika med obema stranema, kjer pa seveda je ta zelo močen gospodarski interes. Ne smemo pozabiti, sedaj so v teh pogajanjih vključeni tudi Black Rock Corporation, ki je v resnici na nek način največji upravljalec premoženja na svetu. Skratka, Američani vidijo tu že zelo jasen ekonomski interes. Medtem pa ima svoje želje seveda tudi Kitajska, ki na vojaških vajah simulira zavzetje Tajvana. Kitajska je neomajno odločena braniti to, čemur pravijo ozemeljska celovitost in boj proti separatistom. Ob tem opozarja druge države, naj ne izzivajo. Na srečo so tukaj vrači, ki so v Peruju tudi s pomočjo psihedelikov skušali prerokovati in darovati bogovom, predvsem za mir. Perujski vrač je med drugim napovedal konec vojne v Ukrajini. Lanska prerokba o jedrski vojni na Bližnjem vzhodu se na srečo ni uresničila. Držimo pesti, da se tokratna napoved udejanji. V Sloveniji je skoraj 16.000 odkritih jam. Mladi jamarji iz Žirov so odkrili še en podzemni svet, v katerega še ni stopila človeška noga. Gre za eno najlepših jam pri nas. Jamar Benedikt Praznik. Ker je toliko veliko kapniškega okrasja noter, aragonitni ježki, to je zelo redka jamska tvorba. Najdeli smo jamske bisere, ogromno nekih teh špagetov, tudi živali. Raziskovanje neznanega, spuščanje v temo lahko prinese veliko užitkov, povsem drugačnih od teh, ki jih nudijo potrošniški ponori v trgovskih centrih na površju, ki srkajo naš denar, čas, pozornost in nas ukalupljajo v alienirano maso.
Nekako me privlači podzemlje, neodkrite dimenzije. Ta prvič, ko sem bil noter v jami, sem rekel, to je pa to. To bi rad delal, noter je mir, ni signala, noben te ne more motiti. Žal pa so lepe stvari pogosto povezane s tveganjem. Umrl je jamar potapljač, ki je bil član odprave v neraziskane dele Škocjanskih jam. Max Merela iz jamarske reševalne službe. Tako je splaval do njega, ampak mu žal ni mogel več pomagati. Še dobro, da nas potem, ko je Slovenija končala mandat v Varnostnem svetu Združenih narodov ponorelega sveta, razveseljujejo smučarske skakalke in skakalci. Mirno gre, Domen gre, odlično! Domen Prevc, nova zmaga in še en priklon strani Domna Prevca. Priklon tudi detku Mrazu, ki se prav tako mora prilagajati noremu svetu, ne samo zaradi podnebnih sprememb. Po novem dedek Mraz ne bere več pisem otrok, ker mu jih ti več ne pošiljajo. Danska pošta je po 400 letih prenehala raznašati pisma. Actually, my last letter I sent was like 5 years ago, so I really never use it. I honestly can't remember. It's been years and years. I'm not even sure how to do it anymore. Ljudje pozabljamo pisati pisma. Pozabljamo tudi marsikaj drugega, naprimer na pristnost, človeško toplino, igrivost. Na srečo nekaj tega še premorejo otroci. Jaz si želim, da bomo mi polno igrač prinesel. Popona, da bi dobila 2 knjige. Da prinese srečo, veselje, radost. Veliko sreče, veselja, radosti, pa tudi prebranih knjig nam vsem želiva Mirta Berlan in Gorazd Rečnik.